Pozdravljeni! Če sem v preteklosti govoril o tem, da se je skupina Bepop vrnila nazaj na slovensko zabavno sceno, je pa tudi potem pravilno, da v bistvu reagiram na njihovo novo pesem. Kot že vemo, v bistvu so se pred časom po nekajletnem premoru punce, torej Ana, Alenka in pa Tinkara, vrnile nazaj v manjši zasedbi, torej brez Simona, in začele ponovno tole Bepop kariero. In zdaj so pred nekaj dnevi izdale tudi videospot in pa novo pesem z naslovom Daj se nasmej. In v bistvu za nekaj-dnevno zamudo je tukaj tudi moja reakcija. In pa da ne dolgovezimo preveč, skočimo in kar prisluhnimo pesmi. Aha, torej taka bolj vesela pesmica, valjda, če je pozitivna. Spet hitim, pred mano je dan in spet živim za isti plan. Sprašujem se, če je kdo še tu, da mi pomaga najti moj pogum. Pride dan, ko se narobe... Zdaj v bistvu, koliko slišim, je tudi malo zrelosti v Tinkarinem glasu. Sliši se, da je malce starejša, ne da bi zdaj imela ne vem kak star glas ali pa kakorkoli, ampak sliši se bolj zrel glas, kot ga se spomnim jaz, v bistvu, ko so v bistvu bili še mlajši in so komaj začeli to svojo pot. In zdaj le prihaja Alenkin del, njen glas mi je pa v bistvu od vseh nekako najbolj blizu, nekako mi je najbolj izstopal, vedno. In ima tale močen vokal tudi in definitivno se veselim, kaj je njen del. In ko od sebe oddaljim se spet, pa kot v glavi govori, jaz raje rečem si, tu če imaš slab dan, daj se nasmej. Dvigni glavo gor, vse bo okej, tudi če ne bo tako kot prej. V sebi čutim, da še boš bo zdaj. In ja, definitivno, tako kot sem v začetku rekel, vsem se sliši tale zrelost v glasu, neki novi elementi, ki so jih dodali k svojemu petju in kot sem že rekel, pesem je v bistvu taka pozitivna, saj ima že tak pozitiven naslov. Če boste gledali video, ki ga boste našli tudi v opisu tega videa, definitivno boste videli, da je tak zelo optimističen, zelo barvit videospot in snemal na Ptuju, to je tudi moje mesto. Tu če imaš slab dan, daj se nasmej. Dvigni glavo gor, vse bo okej, tudi če ne bo tako kot prej. V sebi čutim, da še boš bo zdaj. Včasih breme zdi se čisto odveč, ker za trenutek v mislih je preveč. A čisto vsak od nas to kdaj doživi, vsak ima možnost, da zapoje si. Jaz ne bežim, jaz ujamem dan. Všeč mi je njihova harmonija, ko punce zapojejo skupaj v en glas in dobro, res dobro dopolnjujejo eno drugo. In dejansko moram reči, da je zelo taka catchy pesem, torej taka ostane ti v uhi, definitivno te spravi v boljšo voljo, ne vem, jaz se počutim boljše, ko poslušam tale komad. Ko se zdi ti, da rešitve ni, poglej življenje z drugačne strani. Vedno dati to, kar si želiš, zmeraj reci si. Tu če imaš slab dan, daj se nasmej. Dvigni glavo gor, vse bo okej, tudi če ne bo tako kot prej. V sebi čutim, da še boš bo zdaj. Res pesem pričara malo tega poletja, tega dobrega vzdušja, te pozitive, ki ima to poletno obdobje, pomladno obdobje, kakorkoli, ne vem, dobre stvari, nasmeji se, počuti se v redu, dobro, ko poslušaš pesem, ostane v ušesu, kot sem že rekel, je zelo poslušljiva, tudi besedilo je preprosto, se večkrat ponovi in zato tudi ostane v ušesu. Tudi, tako kot sem že omenil, v bistvu so tudi punce dokazale zrelost z glasovi, saj so glasovi se rahlo spremenili, še vedno veš, kdo je kdo, ampak definitivno se sliši, tako kot sem rekel, zrelost neko.
kako bi rekel, tako kot vino, ko se dobro stara, so tudi njihovi glasovi. V redu stara, dobro stara. Rabimo trenutno več pozitive, več pozitivnih misli in take pesmi so dobrodošle in poslušljive. In zakaj ne bi delali takih, ne vem, pesmi? Ne rabijo imeti ne vem kakih visokih tonov in ne vem kakih elementov, vsega, okraskov. Definitivno je včasih dovolj preprostost in pozitiva, ker glasba bi te naj sprostila, pa nasmejala in dobro se počutiš ob glasbi. Seveda pa definitivno pripomore tudi tukaj počutje, kako se počutiš, mogoče ne boš glih poslušal pozitivnih pesmi, če se ne počutiš kot to, boš poslušal kaj razpoloženju primerno, ampak tako kot sem že večkrat se ponovil, se še bom zdaj na koncu, ravno v pravem obdobju so izdale tole pesem, rabimo več smeha in baje pravi, da je smeh pol zdravja, tako da jaz verjamem v to. In za samim sporočilom pesmi so zagotovo zadele point in ja, meni je všeč, meni je taka catchy in mi bo kar ostala v ušesu. Kako pa je, kaj vam všeč tale pesem? Ste jo že slišali? Ste si ustvarili kakšno mnenje? Vam je všeč ta nov material? Pogrešate staro zasedbo? Zapišite lahko svoje komentarje spodaj pod tem videem in da malo predebatiramo o teh stvareh. Lepo se imejte, pazite nase in kot vedno, če vam je bil tale video všeč, mu lahko daste tudi thumbs up in se naročite na moj kanal za še več vsebine. In pa sledite me lahko tudi na Instagramu pod Gregor V. Lepo se imejte pa, nasvidenje do naslednjič. Čau!